Bila sem zelo vesela, zato ker sem jo dobila za področje, ki ga imam zelo rada, se pravi za šolstvo in zelo rada učim. Sem pa dobila že prej eno nagrado življenjsko, o kateri me pa še ni nihče vprašal. In sicer zame je življenjska nagrada, da lahko učim na Filozofski fakulteti. Jaz sem namreč učila že prej v osnovni šoli, srednji šoli in v vrtcu. In sem si vse skozi želela, da bi se lahko pogovarjala z mladimi oziroma odraslimi mladimi ljudmi in da bi lahko tudi raziskovala. Zame je največja nagrada, da lahko kadar delam od doma zjutraj usedem za svoj računalnik in začnem raziskovati oziroma pisati ali nadaljevati svojo razpravo. Potem pa, ko pridem na fakulteto, se uredim in lahko vse to svoje znanje posredujem mladim. To se mi zdi nekaj najlepšega in najbolj izpolnjujočega, da lahko to, kar ti znaš, poveš mladim, pa ne samo znanje, ampak tudi svoje izkušnje in svoje doživljanje. Ja, jaz moram povedati, da sem se že od vsega začetka zelo rada učila, tudi kot majhna. 6 leti sem začela brati in sem stalno brala. Mogoče tudi zaradi tega, ker sem živela v vasi, pa bolj hiša je bila na osamljenem prostoru. In sem se skozi tudi z veseljem tiste učbenike za naslednje šolsko leto brala različne stvari. In tudi z bratom, ko sem se igrala, sem jaz skozi hotela biti učiteljica. Tako da sem bila učiteljica celo življenje, razen 10 ur nisem bila. In sicer v šoli, ko so me učiteljice hecale in so rekle, pa zakaj si boš izbrala tak poklic, to je težek poklic, vidiš, kako mi vam nagajamo, pa kako se moramo mi učiteljice truditi. In sem rekla, kaj bi pa bila, pa je rekla, frizerka, to je znatno bolj enostavno, pa več denarja. In sem bila 10 ur frizerka. Ampak, ko sem se zjutraj zbudila, sem pa rekla, ne, jaz hočem biti učiteljica. Ja, ko sem jaz začela študirati slovenščino, sem študirala zraven še srbohrvaščino, takrat se je to še tako imenovalo. Potem pa sem še en predmet, torej sem diplomirala iz 3 predmetov, primerjalna književnost. Je bilo rahlo drugače. Potem, ko se je z Bologno, se je pač šolski sistem spremenil, se je začelo tudi veliko razmišljati o tem, da bi se, pač, ker je bil to enoten študij, nekateri predmeti izvajali v angleščini. Takrat smo mi na več področjih tudi naredili tako akcijo, da se borimo za slovenščino, da se naš pač program izvaja v slovenščini in tudi še vnaprej se mi zdi, da slovenski znanstveniki moramo skrbeti, seveda za mednarodno, se vsi objavljamo v tujini, ampak moramo skrbeti za to, da ohranjamo slovenski znanstveni jezik, da skrbimo za slovenski znanstveni slovar in seveda, da krepimo tudi, ker sem sama strokovnjakinja za literarno vedo, da se ukvarjamo s književnostjo in literarno vedo. V tem času, ko sem že bila tu na fakulteti, so se pojavile različne težnje, da bi se književnost rajši poučevala v okviru kulture, se pravi kulturnih študij. To se mi zdi v tem splošnem pomenu za marsikoga lahko tvorno, ampak ne, kadar študiraš jezik, oziroma kadar študiraš jezik, je potrebno zraven študirati tudi književnost, katerokoli nacionalno. In književnost je samostojna in sem zelo vesela, ker se pač literarna veda deli na 3 področja, in sicer literarna zgodovina, literarna teorija in pa literarna interpretacija, da se v današnjem času poudarja pomen literarne interpretacije. Ko sem jaz še študirala na tej fakulteti, ravno na našem oddelku, se ni tako poudarjal pomen interpretacije, razen profesor Paternu pa Helga Glušič sta se s tem zelo ukvarjala danes. Je pa svetovna situacija pokazala, da je interpretacija zelo pomembna. V 90-ih letih smo namreč doživeli tako imenovani interpretativni obrat in je interpretacija pomembna ne samo za humanistiko, pač pa tudi za vse ostale področja, za vse ostale smeri. Glede literarne teorije je pa zdaj v tem času najbolj v bistvu tvorna teorija pripovedi. Sama sem se tega zavedala, zato sem tudi napisala knjigo Teorija pripovedi, za katero sem 20 let zbirala gradivo in pisala. Jaz bi jim rekla, da naj imajo odprte oči in odprta ušesa.
Tudi če jim bo kdo rekel, da humanistika se zdaj ne splača, da bo več denarja kje druge, da je pač samo neka naravoslovna veda pomembnejša, ne vztraja pri tem, da se odločijo za humanistiko. Jaz mislim, da je humanistika zdaj v tem trenutku še toliko pomembnejša, kot je bila recimo 20 let nazaj. Zdaj smo v času, ko se bombardirajo otroci brez odgovornosti. Jaz mislim, da zdaj smo res v času, ko je potrebno se vračati k človečnosti. Humanistika ima veliko definicij. Jaz bi to zgostila. Humanistika je približevanje človeku, človeštvu in človečnosti. In to nam humanistika lahko da, nobena druga veda ne. Približujemo se pa na različne načine. Jaz bi tu uporabila verze Ivanke Hergold, odlične slovenske pisateljice, pesnice in dramatičarke, nažalost še vedno ne kanonizirane, ki sicer v tej kratki pesmi ni pisala o humanistiki, pač pa nasplošno o našem življenju, in je zapisala takole. Vedno se moram približevati. Ko vstopim, je treba skozi dolge, nenasitne hodnike. Ja, jaz bi rekla, da veliko slovenskih romanov, zaradi tega, ker so kvalitetni. Trenutno sama menim, da je v tem trenutku kvalitetnejša slovenska poezija, ampak seveda so še romani, ki so zelo kvalitetni. Jaz bi jih samo 5 izpostavila, drugače bi bil ta seznam prevelik, in sicer vi vsi poznate Vitomila Zupana, in sicer njegov Menuet za kitaro. Jaz bi tukaj rajši, ker ta roman je že tako znan, izpostavila roman Potovanje na konec pomladi. Potem namesto Kovačičevega Prišleki, ki ga tudi vsi poznate, bi recimo Otroške stvari, ker malo bolj na blag način, na takšen veden način predstavlja določene stvari. Potem roman, v katerem danes pravzaprav mi živimo, pa se mogoče nekateri ne zavedajo, to je antitopični roman Berte Bojetu, Filio ni doma. Potem roman Maruše Krese Da me je strah. To je roman o naših problemih, torej v slovenskih, še vedno imamo probleme z barvami rdeča, črna, in ta roman se s tem ukvarja. In pa, zdaj sem rekla 4, še roman Marka Sosiča Balerina, balerina. Ta nas pa uči o tem, kako se približati drugemu, torej drugosti, človeku, ki je drugačen od nas, in to je tudi, se mi zdi, bistvo ukvarjena z literaturo, da nam prikaže tuje, da se tujega več ne bojimo, da ne bežimo stran od tujega, pač pa, da vso to raznoliko sprejemamo in živimo tvorno s tem. In tako kot je tudi Lyotard povedal za literaturo nasplošno, Lyotard, pomemben teoretik postmodernosti, je rekel, da prav skozi umetnost, in seveda literatura je del umetnosti, poenotimo izkušnjo. In sicer to je lahko ali epistemološka izkušnja, ali etična izkušnja, ali eksistencialna izkušnja, torej katerakoli. In samo skozi umetnost, in moje mnenje pa je, to je pa moja definicija, da umetnost je največji prostor svobode. Nikjer ne morete biti tako svobodni kot ste umetnosti, in naša fakulteta s tem, ko uči književnost in uči različne umetnosti, to tudi da. Torej, svobodo.